Najprej naj povem, da me zelo veseli, da smo danes na Koroškem, da je vlada opravila že svoj delovni posvet, na katerem je obravnavala dve temi. Najprej strategijo razvoja javne uprave do leta 2020. Gre za neko strategijo, ki zadeva ne samo Koroško, ampak seveda celo Slovenijo, s katero želimo bistveno izboljšati, narediti bistveno bolj učinkovito, optimizirano in pravično in uporabniku prijazno javno upravo. Seveda pa smo pod drugo točko obravnavali pa prav temo, ki je za Koroško regijo izjemnega pomena, to je severni del tretje razvojne osi. To ni edina tema, ki je za razvoj Koroške zelo pomembna. Mi se zavedamo pomena splošne podpore poslovnemu okolju, se pravi podpore industriji in drugim dejavnostim v gospodarstvu na Koroškem. Zavedamo se izjemnega pomena lesarstva, ki ga bo treba vsekakor še posebej na Koroškem, pa tudi kje drugje v Sloveniji v prihodnje bistveno bolj spodbujati. Zavedamo se pomena vseh drugih pravzaprav segmentov družbe in problematik na Koroške, vendar pa ta vključenost Koroške v širši sklop Slovenije je nujna tudi preko cestnih povezav. Vlada je trdno odločena, da naredi nekaj bistvenih nadaljnjih korakov v smeri cestne povezave, torej bistveno izboljšane cestne povezave Koroške regije z tem avtocestnim križom. Vlada bo zanesljivo storila vse, da bo do začetka prihodnjega leta sprejet državni program, torej za izpeljavo tistega dela ceste, ki povezuje avtocesto z Velenjem, torej tega prvega odseka. Prav tako se bo zavzela, da se v smislu projektiranja pripravijo vse zadeve, torej že letos, za nadaljevanje te hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca in seveda bomo predstavili tudi naše vizije, ideje, ki jih bomo tudi prediskutirali z deležniki iz regije, glede nadaljnjih cestnih povezav potem od Slovenj Gradca na zahod in na sever. Tako da absolutno danes dajemo velik poudarek temu vidiku povezave Koroške z avtocestnim križem, zato ker to tudi seveda v perspektivi izrazito pozitivno spodbuja ne samo prometna povezava, ampak tudi gospodarstvo, pravzaprav cel socialni, kulturni razvoj regije. Naj še dodam, da smo veseli pozitivnih kazalcev, ki se tudi v sami regiji, torej na Koroškem, pojavljajo v zadnjem letu dveh. Država bo naredila vse, da te pozitivne kazalce spodbuja. Smo se pa na ta naš obisk korenito pripravili. Mi smo bili tukaj z neko posebno delegacijo, ki sem jo poslal iz kabineta že pred časom, da smo pravzaprav bili v kontaktu s podjetji, z občinami in mnogimi drugimi, tudi zavodi in drugimi organizacijami, tudi nevladnimi, zato da smo videli, kje so problemi, da smo prišli sem pripravljeni in da bomo lahko se zelo realistično pogovarjali o tem, kako jih reševati. Recimo kot primer, da se da kaj narediti, bomo že letos, to je odločitev, vložili slabe pol milijona evrov v prenovo ceste od Dravograda do mejnega prehoda Vič. Ta cesta je res potrebna prenova, zato smo se odločili, da pridemo sem že s to rešitvijo. Bomo tudi zagotovili izboljšavo ceste od Velenja navzdol, kajti tudi tukaj so določene preplastitve cestišča potrebne. Jasno, da se bomo potrudili, da redne obnove cest opravimo. Prav tako denimo smo se odločili, da ob seveda tistem proračunskem delu, ki ga namenjamo za sanacijo razmer v Mežiški dolini, da bomo namenili še dodatnih 100 tisoč evrov za sanacijo v smislu, za sanacijo tistega dela Mežiške doline, kjer je treba odpraviti te škodljive posledice vpliva svinca. Tako da vlada tudi tu prihaja s konkretno rešitvijo. Seveda pa bomo zdaj vsi skupaj in vsak posebej imeli številne kontakte, posamezni ministri na tistih področjih in s tistimi, predstavniki regije, kjer se bodo lahko pogovarjali o konkretnih zadevah. Premier, vaš obisk na Koroškem mineva tudi v senci ali pa ob robu zadeve z ministrom Jankom Vebrom, obrambnim ministrom. Včeraj ste v kabinetu menda prejeli
pojasnila obrambnega ministra. Vemo, vi ste zahtevali dodatna pojasnila glede tega. Vas je minister prepričal, ali ostaja minister? Kakšna je tu odločitev? Danes smo na Koroškem. To je tako pomemben obisk, da teme, ki zadeva ministra Webra, danes ne bom odpiral. Minister Weber danes dela skupaj z vlado in danes se v celoti posvečamo tej regiji. To je tako pomemben obisk, da ga enostavno ne želimo, bi rekel, obremenjevati z drugimi temami, ki so seveda pomembne. In že proti večeru in jutri bom nadaljeval seveda preučevanje te zadeve. Čakam še nekaj dodatna gradiva tudi iz Državnega zbora in predvidoma bom nekje v začetku prihodnjega tedna glede tega sprejel neko dokončne stališča. Danes bi pa želel poudariti, da se res posvečam samo Koroški, tukajšnjim izzivom, tukajšnjim ljudem, ki so nas tudi zelo prijazno sprejeli, tako da danes je čas za Koroško.